Prehajamo na 8. točko, to je predlog odloka o pokopališkem redu v občini Kamnik, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj župan, poročevalci pa Maja Sušnik, Aleš Škorjanc in Timotej Štritov. Besedo ima Timotej Štritov, izvolite. Ja, lep pozdrav vsem in hvala za besedo. Se pravi, pred nami je predlog odloka o pokopališkem redu v občini Kamnik. Gre za enega izmed dveh predlaganih aktov z področja pokopališke in pogrebne dejavnosti. Trenutno oziroma do sedaj je to področje sta urejala odlok o upravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev in pa odlok o pokopališkem redu občine Kamnik. Zdaj že leta 2016, 15. oktobra, je začel veljati novi zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Zato je potrebno oziroma bi že bilo potrebno skladno s tem novim zakonom uskladiti tudi naše občinske akte. Zato se pač predlaga sprejem teh dveh odlokov v prvi obravnavi. Prvi je torej odlok o pokopališkem redu v občini Kamnik, ki zajema vsebino, ki jo določa 4. člen zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Toliko na kratko v zvezi s tem. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima dr. Jernej Markelj. Najlepša hvala za besedo. Se upravičujem, sem se hotel kot delovno telo oglasiti, pa sem bil malo prepozen, ampak vseeno kot predsednik odbora za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja samo na kratko o tej točki in tudi o naslednji točki, saj na odboru ob udeležbi 5 od 7 članov nista dobila večinske podpore. Izpostavljeno je bilo na odboru, da so še nekatere nedorečenosti pri teh dveh točkah in zato se je presojalo, ali se jih ustrezno dopolni do druge obravnave z pripombami, ki bi jih dali in na odboru in na današnji seji, ali pa da se obe točki prestavi iz dnevnega reda današnje seje. Izglasovan je bil predlog potem, da se naslednja točka prestavi, ampak kot je že gospod Igor Žavbi povedal na začetku današnje seje, oziroma tudi dal predlog, da se te dve točki prestavita, smo ugotovili, da se to danes ni izglasovalo, tako da samo toliko na kratko. Hvala. Svetnice, svetniki, besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa. Moje prvo vprašanje je, čemu so namenjeni odbori. Če se mnenje odbora ne upošteva, potem predlagam župan, da odbore ukinemo in s tem privarčujemo še tistih nekaj evrov, da boste lahko naprej delili svoje bombončke. Kar se pa tiče odloka, ki ga zdaj obravnavamo, čeprav je moje mnenje še vedno isto, da bi bilo bolj prav, da ga obravnavamo jeseni, ko bo ta nekoliko popravljen, ker tazga odloka tudi v prvem branju jaz ne morem podpreti, a veste. Reč, dajmo ga v prvem podpreti, do drugega ga bomo pa popravili, ne, pol bomo nekaj drugega obravnavali, ker bo to popravljen. Tazga ne moramo podpreti v prvi obravnavi. In zato sem predlagal, da ga umaknemo z dnevnega reda in s tem pač prišparamo nekaj časa, pa tudi nekaj slabe volje konc koncev, ne. Zdaj pa kar konkretno. 2. člen odloka pravi, ta odlok ureja pokopališki red na naslednjih pokopališčih: Kamnik, Mekinje, Nevle, Sela pri Kamniku, Motnik, Špitalic, Zgornji Tuhinj, Šmartno, Tuhinju, Vranja, Peč, Loke, Gost, Stranje, Tunice in Podgorje. Se pravi, vsa pokopališča v občini Kamnik. Potrebno je omeniti, da ima samo 4 pokopališča, ima upravljanju koncesionar, vsa ostala pokopališča so v upravljanju krajevnih skupnosti. Menim, da je to podatek, ki bi bil vreden omembe tudi v odloku. Če imajo krajevne skupnosti drugačne želje ali če ima občina Kamnik drugačne namene, naj to jasno pove.
8. člen, krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se v mrliško vežico praviloma položi ob 7. uri zjutraj na dan pogrebne slovesnosti oziroma skladno z dogovorom med naročnikom pogreba in upravljavcem pokopališča. V ruralnem okolju je ponekod še vedno običaj, da krsto ali žaro pripeljejo v mrliško vežico dan prej. Ali to pomeni, da po sprejetju tega odloka to ne bo več možno? 11. člen, drugi odstavek, če pri pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro. Moram reči, da sem bil sam kar na nekaj pogrebih, tako ali drugače. In ko gre za krščanski pogreb, je križ tisti, ki gre prvi, šele na to zastava. Ali bo po spremembi, po sprejetju tega odloka to drugače? Ali bo šel križ neposredno pred krsto ali žaro, ali bo šel še vedno na čelu sprevoda? 15. člen, osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika. Kaj je mišljeno kot priprava pokojnika? Dokler nisem tega bral, sem bil prepričan, da pripravo pokojnika opravijo že na ljubljanskih Žalah, kjer ga potem pogrebna služba pokojnika prevzame in prepelje v mrliško vežico. 17. člen, na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov, sam se bom osredotočil le na 3. alinejo, raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali izven pokopališča. Kolikor mi je znano, to je do sedaj možno samo na Kamniških Žalah, sprašujem, ali bo po sprejetju tega odloka to možno na vseh pokopališčih v občini Kamnik ali le tam, kjer je to sedaj. 18. člen, drugi odstavek, dan in čas pogreba, bom prebral cel člen, 18. člen, pokopi se na pokopališčih opravljajo praviloma vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, in sicer od 8. do 19. ure. Dan in čas pogreba lahko odstopata od določbe iz prejšnjega odstavka tega člena. Čas pokopa uskladita upravljalec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Zakaj potrebujemo prvi odstavek, če drugi odstavek pravi, da dan in čas pogreba lahko odstopata od določbe iz prejšnjega odstavka? 20. člen pravi, če je plačnik občina, se pogreb izvede v osnovnem obsegu. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati pokojnikovo posledno voljo glede načina pogreba, okolikor ta ni v nasprotju s tem odlokom. Kaj je osnovni obseg? Ali je to raztros, ali je to žara z upepelitvijo, ali je to krsta? Enaindvajseti člen. Organ občine o raztrosu pepela zunaj pokopališča oziroma o pokopu zunaj pokopališča odloči nemudoma oziroma najpozneje v 7 dneh, zoper tak sklep ni pritožbe, dovoljen je upravni spor. Se pravi, če želimo nekoga raztrositi po Kamniško-Savinjskih Alpah, to je bolj vprašanje kot pripomba, mora dati soglasje občina ali upravna enota. Kdo ta raztros opravi? Tega nimamo. 23. člen pravi, na območju občine morajo imeti vežico vsa pokopališča razen pokopališča Loke. Kaj torej velja za pokopališče Loke? Ali pokojniki ležijo na domu, ležijo v mrliški vežici Sela, Šmartno ali na Kamniških Žalah? Nekam jih bo treba dati. 24. člen pravi, na pokopališčih z mrliško vežico je uporaba le-te obvezna. V času uporabe je mrliška vežica praviloma odprta v zimskem času od 7. do 18. ure, v letnem času pa od 6. do 19. ure oziroma skladno z dogovorom med naročnikom pogreba in upravljavcem pokopališča. Zakaj določamo ure, če imamo na koncu skladno z dogovorom med naročnikom pogreba in upravljavcem pokopališča? Po mojih izkušnjah, vsaj v ruralnem delu občine Kamnike, v Tuhinjski dolini, Stranjah, je
Mrliška vežica odprta v letnem času nekje do 10. ure, v zimskem pa vsaj do 20. 21. ure. Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališča določi s sklepom, ki ga sprejme župan, piše v drugem odstavku 30. člena. Ali mora župan določiti višino grobnine tudi na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti, ali le tam, kjer je upravljalec koncesionar. 32. člen: upravljalec pokopališča mora v prenehanju najemne pogodbe za grob žaro ali najemne pogodbe za žarni zid žaro prenesti v anonimno skupno grobišče. Sprašujem pripravljalca odloka, kje v občini Kamnik imamo žarni zid. Po mojem vedenju tega v Kamniku ni, niti ni nikjer v načrtu. 35. člen: vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug ob drugem ter oblikovani in tako naprej. Zadnji stavek drugega odstavka pravi: oddelek vrstnih grobov se po 25 letih od zadnjega pokopa v polju v oddelku preuredi za ponovno uporabo, posmrtni ostanki pri prekopu vrstnih grobov se položijo v skupna grobišča. Mislim, da se ta praksa do sedaj v občini Kamnik ni izvajala, ampak če sprejmemo ta odlok, pomeni, da bomo pokojne, ki so pokopani v vrstnih grobovih, po 25 letih prekopavali. Ali jih bomo prekopali 25 let po tistem, ko bo pokopan zadnji v vrsti, ali bomo vsakega posebej prekopavali v skupna grobišča. Dvainštirideseti člen: naročniki pogrebnih storitev morajo plačati stroške pogreba, vključno stroški prve ureditve groba. Med prvo ureditev groba spada tudi pospravitev cvetja in postavitev začasnega okvirja. To pomeni, da lastniki grobov ne smejo sami pospraviti ovenelih rož, vencev, ikaban. Vprašam. 43. člen: upravljalec pokopališča ima naslednje obveznosti, druga alineja pravi: izvaja investicijsko vzdrževanje. Ali je investicijsko vzdrževanje tisti del, ki ga lahko upravlja koncesionar sam, ali moramo za investicije v skladu z zakonom o javnem naročanju razpisati javno naročilo. Vgrajuje in odpira žarne niše, to sem že povedal, da tega nimamo. Izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost pod zakonskimi predpisi in tem odlokom. Se bomo vratarja rabili na vsakem obritofu, no, da bo vsakega zapisal, kdaj bo prišel kaj narediti na grob. V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljalec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim vozilom. Prevoz se lahko upravi le med 7. in 10. uro, to je tretji odstavek 47. člena. Zakaj ne v popoldanskem času, zakaj samo med 7. in 10. uro? In tisto, kar je, zdaj mi bo sicer zmanjalo. Hvala. Hvala. Zdaj, preden gremo naprej v razpravo, bi sem povedal to, da je nekaj odbor odločil, pa da je občinski svet drugače odločil kot takrat odbor, ni prvič in mnenje odbora ni obvezujoče, niti ni zavezujoče, ampak je odbor posvetovalen telo in dejansko, če bi mogli tisto, kar je na odboru izglasovano, obveljati, potem je občinski svet za brez veze in on nima odločevalne vloge. Tako da odločevalno vlogo ima občinski svet, odbor pa je posvetovalno telo. Zdaj, kar se tiče vsebine, je dobro, da razprava je in večina bo odgovorjeno do druge obravnave, nekaj pa tudi že danes. Zdaj pa nadaljujemo. Gospod Edi Strujevič, izvolite. Hvala lepa, župan, za besedo. Začel bom, praktično moram začeti tam, ker ste nekako vi končal. Zdaj, jaz ugotavljam, da res, da sem v občinskem svetu relativno kratek čas, za mano 6, slabih 7 let. Mnogi ste tudi dlje, ampak mi očitno nimamo neke konsistentnosti pri navajanju nekih navedb, čemu služijo delovna telesa, čemu. Lejte, mnenje delovnega telesa je vsekakor povedno. Mnenje delovnega telesa ima neko sporočilno vrednost. Kajti, delovno telo je sestavljeno iz predstavnikov
političnih gibanj, strank, list, ki so na volitvah dobile nek kvorum in na podlagi tega je tudi sestava posameznega odbora oziroma delovnega telesa sestavljena. Ne? In se strinjam jaz s tem, jaz tu ne želim načenjati, da je pristojnost delovnega telesa zavezujoča oziroma mora biti celo večja od občinskega sveta. Ne. Občinski svet ima tu dominantnejšo vlogo. Pa vendarle naj vas samo spomnim na 3 predhodne seje, kjer ste na polemiko o kviazu in drugačnem mnenju občinskega sveta vsi v en glas govorili o tem, da je najbolje, da kviaz ukinemo. Jaz danes teh glasov ne vidim. Čisto vseeno, kaj odbor sprejme. V redu, ampak, a veste, en kanček konsistentnosti oziroma temu lahko tudi rečemo kredibilnosti bi se pa spodobil. Zdaj, če grem vsebinsko, a ne, jaz posameznih členov, Igor jih je dodobra siceral, ampak kar neki skeps je na predlagano prvo obravnavo. Jaz iskreno verjamem, da je pripravljalec oziroma poročevalec v tem primeru samega odloka z močno in temeljno izhodišče je bilo iskreno, torej zakonsko uskladiti omenjeni odlok. In mislim, da tu ni neke polemike. Ampak, a veste, o načinu, kako to usklajujemo, pa vendarle moramo to nekako debatirati o tem. Sej v nasprotnem primeru je morda čisto brez veze, če smo tu. Zdaj, kaj je tisto v predhodnih, v glasovanju o dnevnem redu je bilo govora o ceni, a ne? Predhodnik pred mano Igor je omenil kar neki, rekel, zakonskih oziroma neskladij v točkah, v členih tega odloka, ki so, če špekuliram ali pa če čist gledam oprezno na zadevo, kar pomeni, da so pisane na kožo tistemu, ki bo to koncesijo dobil. Saj ne vem, če so glih vse uprit tistim uporabnikom te storitve, torej občankam in občanom. Ne? Kar je najbolj povedno, bomo mi koncesijo podelili in tukaj moram reči, da je to še toliko bolj povedno, da nekdo, ki je pri tem delu relativno oziroma globje bolj pozna širino in to je podžupan, ki je na odboru ravno tako opozoril na te zadeve. Mi bomo prvo koncesijo podelili, potem bomo pa o ceni govorili. To so stvari, zaradi katerih je skepsa, ne zaradi tega, da zdaj bomo pa kar proti glasovali. Zakaj? Ker je danes sončen dan. Oprostite, to je zelo pavšalno, no? Tudi na neko nespoštovanje to meji. Oprostite, nekdo se pripravi na sejo in zdaj se ustvarja nek vtis o tem, da v eni točki se pa nekdo odločil, da bi bil proti temu. Daleč od tega. Ampak pripravimo vendarle od nek odlok, ki bo imel rep in glavo. Jaz še enkrat ponavljam, z iskrenimi nameni se je pristopilo k temu. Ampak pot v pekel pravijo, da je tudi baje tlakovana z iskrenimi nameni. Namreč, a veste, meni je zelo povedno, da 3/4 občinskega sveta ni osredotočeno na te stvari. Zdaj, če čisto vseeno, kakšni odloki prihajajo na prvo obravnavo, pa skličajoč se na drugo obravnavo, ja, to res ni dobra popotnica, no? Potem takem bi lahko dali še slabšo prvo obravnavo, pa bi mi do druge obravnave rekli, se bomo itak potem vse upoštevali. In kako, gledajte, do česa prihajamo? No, ravno tisto, do česar nikomur v občinskem svetu ni. V drugi obravnavi niso upoštevane vse želje, pripombe in predlogi, prihaja do amandmajev in namesto, da imamo mi kvalitetno, konstruktivno debato, pride do tega, da smo tu od 12 do 1 zjutraj. In zdaj se vsi zgražamo, kako ima sta Edis in Igor dolge razprave. Ne gre o dolžini. Jaz vam svetujem tisti, ki imate očitek na to, dajte se na vsebino fokusirati. A se lahko na vsebino fokusiraš tudi? Ja. Seveda lahko.
Zaenkrat pač ni bilo besede o vsebini, ampak samo v proceduri. Boste povedali županu, v katerem delu ni bilo... Edis, če se usredotočite na Lepo vsebino prosim, gledajte, odloka. gospod župan, gledajte, jaz imam svoj čas, vi poslovnik poznate oziroma bi ga mogel poznati in je skrajno nenavadno, da mi vsakokrat, ko imam malce daljšo razpravo, pa če mi ne sledite, dopuščam to. Res dopuščam, pač se v enem delu zgubite in ne morete več slediti, v redu. Ampak to, da me boste pa prekinili v vsaki razpravi, je pa lejte na meji resnega nespoštovanja. Opozarjamo izjemno resnih stvareh in če to vam ni resno, tem se zaoprašati. Zdaj, a veste, sej že po tej intervenciji je vidno, da ni fokus na temu, kakšen bo odlok. Fokus je na temu, da odlok je in da na koncu skrbimo za nek PR. Pa lejte, za božjo voljo, tudi meni v interesu, če je dober PR, pa če se samo župan s tem pohvali, ampak ne gre občina v smer, ki bo celostno začrtana. Ne, da potem vsakič znova nekaj popravljamo. In ko je o tem debata, je takoj odmik od vsebine. Sej, a veste, glede na to, kako se seje vodijo in sega v besedo, zelo podobno sejam v državnem zboru, ampak verjamem, da to spretno učijo, kako je treba to delati. Hvala. Hvala. Besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo. Jaz bom bolj kratek. Lejte, to, da imamo danes razpravo in da je, lahko rečem, saj pri Igorju bila zelo vsebinska, sam kaže na to, da je odbor za komunalno ureditev in prostor aktiven. Da smo tam predstavniki različnih list in strank, ampak da smo pač upozorili vsi na pomanjkljivosti z namenom, da dobimo čim boljši odlok in da bo usklajen z naslednjim odlokom, ki ga bomo obravnavali. Ker v nasprotnem primeru nima nobenega namena, da mi potrjujemo neke zadeve, ker na koncu bo prišlo do tega, da niti razpisa za koncesijo po teh odlokih ne bo možno speljati. Zato sem jaz pač to na te pomanjkljivosti upozoril in mi ni žal in bi še enkrat mogoče politično neumno, ampak strokovno pa siguren pravilno. Tako da Igor je že marsikaj iz tega odloka povedal. Jaz bi imel pa naslednje vprašanje, se pravi, katera pokopališča bodo dana v upravljanje. Zdaj slišimo nekatere, saj gospod Škorenc je meni na kolegiju župana rekel, da se bojo pa s krajevni skupnosti pogovarjali, katera ja, katera ne, a ne? In na kakšen način bojo pa potem, se pravi, ena s koncesijo, druga pa ne, a ne? Na kakšen način bodo pa tista podeljena, a ne? Ker se moramo nekaj zavedati. Nekje piše, ne, da bo grobnina enotna cena za celotno območje občine Kamnik, a ne? To je pa mogoče samo doseči na ta način, da je en upravljalec, ker to se vedno zračuna iz stroškov. Drugače bo imel pa vsako pokopališče, ki ima svojega upravljalca, svojo ceno. Drugače to ne more biti. Pa nimam problema s tem, samo da vemo, o čem se pogovarjamo. To, da danes obravnavamo odlok, se meni zdi pravilno, zato je toliko pomanjkljivosti, ker tudi če bi umaknili odlok, bi jesen dobil vseh pomanjkljivosti ne bi uskladili. No. Spet bi dajali iste zadeve pripravljalcev na mizo, tako da jaz mislim, da prav, da se danes pogovorimo, pa upam, da bomo jesen dobili boljš predlog na mizo. Tako da jaz bi imel tok, razen tistega, ki je že Igor vse razložil, tako da to je po mojem tono. Hvala. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Hvala lepa za besedo. Moram reči, da se kar v večini točk, ki jih je Igor seveda natanko obrazložil, členov in je šel zelo dosledno od člena do člena, večini teh v njej se strinjam. Res je, da nekje so črke še ne, pa ja, pa se pravi, neke vezne besede, ki jih je treba uskladiti, drugače, kar sem imel sam, se zabeležil zadeve. Prva zadeva seveda je popolnoma tale, se pravi, katera pokopališča, jasno je treba napisati, jasno doreči, katera bodo šla pod koncesijo, katera bodo v upravljanju ostala v krajevnih skupnostih. To je
prva stvar. Druga, potem 18. člen, kot je že Igor omenil. Ne vem, zakaj, mislim, drugače se seveda lahko dogovoriš, ampak prvič me je zmotilo to, zakaj ne bi bila tudi sobota. Sobota, jaz mislim, da od ponedeljka do petka, če vse ostale službe delajo, tudi pogrebe bi se lahko izvajale vse ob sobotah, če že ne ob nedeljah, ajde pa večjih praznikih, ampak vse sobote pa je pa to čist normalen dan za pogreb, še več ljudi ima čas. In pa seveda vse ostale stvari, ki jih je tudi Bogdan zdaj zelo lepo povedal, treba jasno doreči, se pravi, kdo, kaj, mislim, da krajevne skupnosti, ki vsaka krajevna skupnost ima pa svoje stroške za svoje pokopališče, nekatere so večje, nekatere krajevne skupnosti imajo manjše stroške. Treba jasno doreči, da pač v pristojnosti krajevnih skupnosti, tisti pač ne moramo pod koncesijo to gledati, to ceno. Kar se mi zdi dobro, je pač, da lahko župan korigira pri ceni, potem mislim, da ne bo kar avtomatsko že v koncesiji določena. In pa jaz bom tale, se pravi, v prvem branju tale odlok podprl, res pa je, da drugo branje treba to še popraviti zadeve, ki so bile danes opoželjene, pa mogoče je bila še kakšna spregledana. Časa je, da se pravi, skoraj 3 mesece in jaz upam, da bo takrat odlok pripravljen tak za sprejeti in pa da bo, bom rekel, odlok razumski in pa bo tudi upošteval vse želje krajevne skupnosti, ki so jih do zdaj pač imele, da bi še naprej upravljali s svojimi pokopališči. Toliko, hvala. Hvala. Zdaj preden dam besedo poročevalcu, naj zelo jasno poudarim, da tam, kjer bo krajevna skupnost želela to naprej upravljati, bo pač naprej upravljala krajevna skupnost, ker gre za neke starodavne običaje. V Tuncah je to zelo lep proces in še marsikje druge, kjer pač občani, krajani poskrbijo tudi za umrlega in tukaj gre za tradicijo in tukaj bi bilo res nerazumno in neumno, glede na to, da je zakonodaja taka, to dolgoletno starodavno prakso ukinja, tako da ta bojazen je odveč. Zdaj pa Tim, izvolite. Hvala še enkrat, upam, da mi bo prvo pohiteti, pa upam, da uspem na vse odgovoriti. Bom začel kar po vrsti nekako, tako je bilo izpostavljeno po členih vsebinsko, se pravi 2. člen, tukaj, kjer so navedena pokopališča, ta pokopališča so bila navedena že v dosedanjem odloku, pač tukaj gre za navedbo pokopališč, se pravi, ker se določa pokopališki red na vseh pokopališčih, ampak s tem členom nikakor ne rešujemo tega vprašanja, ki je bilo zdaj nazadnje izpostavljeno, se pravi z vidika, kje bo podeljena koncesija za izvajanje pokopališke dejavnosti oziroma za upravljanje, pa kje bo je to mogoče delale še naprej krajevne skupnosti. Zdaj to vprašanje je tako, pokopališko dejavnost lahko izvaja občina, lahko za to zadolži osebo javnega prava, se pravi krajevno skupnost, ali pa za ta namen podeli koncesijo. Zdaj nekateri odloki, sem videl, so imeli zadevo že v tej fazi rešeno na ta način, da so že v odloku predpisali, se pravi, na teh pokopališčih bo za ta namen podeljena koncesija, na teh pokopališčih bodo pa zadevo izvajale krajevne skupnosti. Zdaj, če bo tako odločitev, jaz tukaj ne vidim nobene težave, čeprav je bilo zdaj nekako, se pravi, zakon določa, da to določi občina s svojim aktom, se pravi, gospod Brezovnik je, on nekako zagovarja stališče, da to zadevo določi župan s sklepom. Se pravi, jaz ne vidim niti težave, da se v odlok vključi, kolikor bi bilo to ocenjeno, da je to potrebno. Je pa že župan rekel, da tukaj občina nekako ne vidi težav, da se, tako da upam, da ne bom pozabil, je pa vsekakor v tem primeru težava, ki jo pa tudi jaz vidim, pa sem vesel, da gospod Pogačar to izpostavil, ker načeloma bi lahko imeli, ali pa že zdaj na nek način imamo več upravljavcev na območju občine, če bi pa želeli zadevo delati tako, kot je nekako namen zakona, bi bilo pa treba določiti enotno ceno za celotno območje, se pravi enotno ceno najema, kar je pa dejansko si tudi jaz ne predstavljam, kako bi v praksi to izvedela, da bi kot neko povprečno ceno določili. Tako da tukaj pa jaz tudi v tem trenutku nimam rešitve, ampak je pa to na pomembno vprašanje, ki pa nekako s tem odlokom pa nikakor v to ne posegamo, zdaj ne v eno ali pa drugo smer. Tako da upam, da sem na kratko zdaj s tem odgovoril. Zdaj pa če grem na hitro še skozi člene. 8. člen je bil izpostavljen, se pravi ta zadeva, kdaj se krsta, položi v vežico, tukaj so te zadeve, tukaj je urinjena beseda praviloma, kar pomeni, da je to praviloma, se pravi, s tem pomislekom se čisto strinjam, ukolikor se ocenjuje, da to ni potrebno, se strinjam, da ni potrebno in se lahko vse te stvari ven zbrišejo. Je pa dejansko tako, da
mislim, da ni ne državnega, ne lokalnega predpisa, veljavnega ali pa neveljavnega, ki ne bi imel kup takih določb, ki so nepotrebne. Jih je vseboval že dosedanji odlok, pa jih verjetno praktično vsak občinski, sem prepričan, vsebuje stvari, ki jih ne rabimo zapisovati. Zato je tudi nekako vključen zadnji člen, ki bi tudi izpostavljen, se pravi, da se lahko zadeve izvajajo skladno s krajevnimi običaji ali kakorkoli navedeno, se pravi, lahko se izvajajo na način, ki ni v nasprotju s predpisi, in predpisi nikjer ne urejajo, niti a mora pogreb vključevati orožje, kdaj je treba v vežico, in to so vse stvari, ki so bile že zdaj urejene v odloku, zato sem nekatere pač vključil, ampak to so vse stvari, ki se lahko vključijo, nič od tega ni pa obvezno vključevati v odloka, ne. To so samo, se pravi, zato je tudi večinoma posod, ali je izjema dopuščena, ali je urinjena besedica praviloma, ampak se pravi, to so vse stvari, ki niso relevantne, ki niso zapovedane na neki višji ravni, tako da to je vse, se pravi, škoda, no nekako, se pravi, to se jaz v takih stvarih nobene težave ne vidim, da se to zbriše. 11. člen, glede tega vrstnega reda, to ne vem, se ne spomnim, sem prepisal iz zasedanjega odloka ali z kakšnega drugega, če je vrstni red ni skladen s prakso, se povsem strinjam, da se vrstni red spremeni ali pa se ravno tako to črta in se prepusti krajevnim običajem, da se razvrstijo v sprevodu, kot je pač v navadi. 15. člen, osnovni obseg pogreba. Se pravi, v 12. členu zakona je v drugem odstavku določeno, da osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pa pokop vključno s pogrebno opremo. Gospodarska zbornica je pa sprejela standarde in normative za osnovni pogreb, ki je razdeljen na kategorijo A, B pa C, se pravi osnovni pogreb žaro, osnovni pogreb s krsto, osnovni pogreb z raztrosom, se pravi nekako določa neke smernice, kaj ne bi to bilo, ne? Zato tudi to ni v odloku bolj detaljno razdeljeno, ker pač ni potrebno, ker je že urejeno z nekimi drugimi višjimi akti pravzaprav. Se to je bil ta 8. Ja, to je bil 20. člen, se pravi 21. člen. Ja, to sem bil pa vesel tele pripombe, tukaj pa, ta je bila pa tudi taka, ki se meni tudi zdi, pač ne znam v tem trenutku odgovoriti na, pa se mi zdi smiselna, oziroma ta pa je pomembna nekako, da jo razčistimo do naslednje obravnave, no, to pa tudi jaz ne znam zdaj odgovoriti. Ja, verjetno upravna enota je zdaj soglasje, ampak 23. člen, da mora imeti vsa pokopališča razen lok, da imajo vežico, to pa če dosedanji odlok vseboval, zdaj ne bom upal na pamet citirati, ampak zdaj, kako se zadeva rešuje, tudi zakon že ureja, kje lahko pokojni leži v tem primeru, če na območju pokopališča ni vežice, no, se pravi, pa ne bom zdaj citiral, da se ne bom kaj zmotil, ampak je to s predpisi že urejeno to vprašanje, tako da niti ni potrebno, da se to ureja še v našem odloku. Tle v 24. členu, zakaj določamo ure, spet se strinjam, to nekaj primerjamo navedeno, ukolikor se v svetu ocenjuje, da to ni potrebno, se pač lahko enostavno zbriše. Bom rekel tako, pač poglavje obratovanja mrliških vežic je ena izmed kategorij, ki jo zakon zapoveduje, da je potrebno urediti, zdaj enostavno tukaj nisem vedel, kaj bi še lahko drugega zapisal, ampak nekaj treba zapisati, ne, če tako rečem, se pa strinjam, pač niso upravno urejati stvari, kjer ni težav, se jaz čisto strinjam, da je kvečemu povzroči več težav kot pa rešitev. Naslednji, mislim, da je bil 30. člen izpostavljen. Višina grobnine se na predlog upravljavca določi s sklepom, ki ga sprejme župan. Tukaj sem v bistvu, bom kar sam povedal, bom dal sam pripombo na svoj odlok, no. Tukaj bom rekel, tako sem jaz videl težav, ker jaz sem zapisal sicer župan, zakon določa, da se določi, da to določi občina, ne napiše ali je občinski svet ali občina. Tukaj se razmišlja, da bi bilo verjetno bolj primerno, da bi to občinski svet določil.
Vprašanje je bilo pa izpostavljeno, se pravi, če to velja tudi za pokopališča, ki so v upravni krajevni skupnosti, to je pa pač ta dilema, ki sem jo pa na začetku, oziroma je gospod Pogačar tudi omenil. No. Tako kot sem rekel, cena bi praviloma morala biti enotna, zdaj pač ni, se pravi, enotna bi morala biti za območje celotne občine zaradi načela enakosti pred zakonom, čeprav se izpostavlja spet vprašanje, zakaj pa ne tudi različne občine med sabo. Ampak se pravi, tukaj je spet težava dejansko, kako določiti enotno ceno na pokopališčih, ki imajo različnega upravljavca. 32. člen se strinjam enostavno, če ni na nobenem, mislim, da lahko se motim, mislim, da v Nevlah, da je žarni zid, če se pa motim, pa dejansko ni na nobenem pokopališču, je pa enostavno določba, ki za nas ne pride upoštev in se jo zbriše. Tako to se čisto, se pravi, tukaj. Tako da nekako moramo ob tem reči, no, da mogoče na prvi pogled ima količinsko odlok velik napak, nekako po vsebinsko ali pa po kvaliteti pa mogoče niti ne. No. Se pravi, sklepom, kdo to... 42. člen je bil še naročniki pogrebnih storitev morajo plačati stroške pogreba, vključno stroški prve ureditve groba. Tukaj je bilo vprašanje, kdo krije stroške, se pravi, prva ureditev groba pade v sklop pokopališke, zdaj to je tako, ne? Bom rekel, zakon določa, da je prva ureditev groba, se pravi, izkop in zasipanje jame, pa odstranitev cvetja, da je to del pokopališke dejavnosti in bi jo moral izvesti upravljavec. Zdaj, odgovor na vprašanje, če je v navadi, da svojci to sami odstranijo, pa če bojo sami odstranili, a jim bo upravljavec kljub temu zaračunal, verjetno ne. Težko vam pa zdaj nek odgovor dam, kako bo, verjetno ga ne bo zaračunal. V 43. členu, da upravljavec pokopališča izvaja investicijsko vzdrževanje, to je pač določba iz zakona, ki je zakon bolj podrobno ne razdela. Ukolikor se ocenjuje, da je smiselno, se lahko, ampak se pravi, jaz bolj natančno tukaj nisem zadeve razdelil, ker je niti zakon ne določa, da bi kaj v zvezi s tem morali še dodatno napisati. Je pa mogoče seveda lahko to kot nek razmislek do druge obravnave, če se v zvezi s tem še kaj bolj podrobno, mogoče bi bilo smiselno. Izvaja druge naloge, ta zadnja alineja je bila še izpostavljena, da izvaja druge naloge skladno z zakonom. To je spet neka splošna določba, zato da pač ne, ker če vedno, ko po alinejah nekaj določamo, se lahko kaj pozabi in če daš neko splošno določbo, da izvaja vse skladno z zakonodajo, je pač kot neka varovalka tudi konec koncev, če bi se zakonodaja spremenila, pa imaš nekako pokrito z odlokom. No. V 47. členu, da se prevoz lahko upravile med 7. in 10. uro, bom rekel, je ist odgovor kot pa prej, ukolikor se ocenjuje, da je to nepotrebno urejati, se popolnoma strinjam, da se take določbe ven zbrišejo. Ampak se pravi, določene sem ohranil, ker so le že pač zdaj noter. Tako da podobno je 51. člen pač kot neka programska določba, da lahko izvajamo vse, kar ni izrecno določeno, zakaj ne, če je skladno s krivimi običaji, pa če ni v nasprotju s predpisi, zakaj ne bi se to izvajalo. Upam, da sem na večino stvari odgovoril. No. Hvala. Hvala, Timotej. Še kdo? Besedo ima Franci Spruk. Hvala lepa za besedo. Zdaj tisto, kar je pri teh zadevah, bom rekel, najbolj občutljiva zadeva, so ponovadi finančni okviri. Ne. Zanimivo je to, da recimo cenovna politika po 15. uri kar močno poskoči. Ne. Tisto, kar je gospod Smolnikar prej omenil, je tudi zelo zanimivo, ker primerljivost na velikost, recimo občine Kamnik, pa cenovno politiko drugje
ko boste te cene, če jih boste hoteli primerjati, vam bo tudi jasno pokazala sliko, kje smo in kako te stvari počnemo. Tisto, kar pa mene najbolj takole žalosti, je recimo, jaz prihajam iz Neveljske fare, je to, da smo poskušali že pred leti narediti tam novo Mrliško Vesco in seveda to je bilo vse, bom rekel, na plečah ljudi, ki tisto pokopališče upravljamo. Velikokrat nas je sram, ko ljudje pridejo z cele Slovenije, recimo nimajo kje parkirati, ne moreš čaja skuhati, ne moreš kave postrešiti. Koncesionar pa lepo računa vse in grobnine in vse te zadeve, pa tudi pri stroških so kar zelo pridni. Zato zelo podpiram prej vašo izjavo, gospod župan, da tam, kjer še ni pod koncesnino, oziroma tam, kjer ljudje še sami to delajo in se še lahko organizirajo, poskušajte te stvari čim dalj ohranjati, ker tam veste točno, zakaj delate. In tudi ljudje so vam za to zelo hvaležni. Tisti pa, ki smo zdaj ne teč, ne mž, se bom tako izrazil, imamo pa težave. Imamo neko politiko cenovno, ki ob vsakem taki zadevi, tako kot sem vam rekel, veste, kako so oni pogrebi do 15. ure. Potem pa vidiš tam še dva upokojenca, ki delata za komunalno podjetje, oziroma ki sta pogodbeno tam na teh zadevah in me res zanima, kako sta oni dva po 15. uri bolje plačana, ko pravita neko storitev. Tako da te stvari mislim, da bomo res mogli dobro se pogovoriti, ker stvari imamo zelo, zelo včasih štrleče, je pa seveda to problem potem, da ljudje, ki iščejo zunanje izvajalce, oziroma tiste, ki tudi lahko te zadeve delajo, če pravočasno stvari poznajo in se na to lahko pripravijo, seveda ne morejo se pa vsi, glede na to, da se včasih smrt zgodi nenapovedano. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Anton Tone Smolnikar. Hvala za besedo. Jaz bom v bistvu nekaj stavkih govoril v bistvu o obeh odlokih, kajti lahko trdim, da se prepletajo vsebine in zastavljam pravzaprav vprašanje, kaj če torej bomo Kamniške Žale dali v upravljanje tistemu, ki bo izbran na podelitvi koncesije 24-urne dežurne službe. Ali je lahko izbran za upravljalc Žal in upravljalc v Stranjah drug. Torej, kako bomo potem rešili problem člena, ki sem si ga tle zabeležil, obseg monopola ali njegov način preprečevanja, oziroma preprečevanje monopola. Kako bomo rešili in želim odgovor od pripravljavcev, do zdaj je, če je tvoj sorodnik umrl v Domžalah, ga Kamniška komunala ni smela odpeljati, lahko ga je pa potem dvignila v Dobu, ker je domžalski koncesionar to opravil, v Dobu v hladilnici je pa lahko spet Kamniška komunala. In ves problem je, ko cerklanski pogrebnik, ali kako se imenuje to podjetje, pride v Kamnik. Takrat zagotovo ni javne objave pogrebov na Kamniških Žalah, če je pogrebnik iz Cerkelj ali iz Domžal ali kakorkoli. Kje bomo ta konflikt interesov dobili? In jaz bi pa pa bom potem končal, rad bi zagotovo videl primerjalne, to, ki je že Franci omenil, cene, kaj se dogajajo, ne za vsako postavko, ampak globalno. In drugo, kje bodo merila, tle piše, za proračun to nič ne stane, nič ne košta, v 1. in 2. členu, ampak vendarle, ja, občina, koliko bo občina koncesije dobila, koncesnine dobila, ali bomo zastonj dali kšeft, bom rekel kšeft po Kamenšku Cerklancu, ali Domžalčanu, ali komunalnemu podjetju Kamen. Iz tega ni razvidno, ampak bomo veselo debelo očitno še dajali, ne vem koliko, 30 jurjev ali koliko v evrih, zato da nam ograje zimzelene lepo poreže, ali koliko imamo v proračunu, nisem šel nazaj gledati. To so bistvena vprašanja in sodim, da oba ta dva odloka, tako po pokopališki dejavnosti kot o koncesiji, se na nek način
preveč prekrivata. Vsebinsko ni potrebno. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. A vam lahko še enkrat, da se ne pritiskate, ko ste že prijavljeni? Hvala za besedo. Nisem se Pa gospa Urh se še enkrat prijavil. Nisem se imela namena prijaviti na tole, ampak glede na to, da gre da sem verjetno zadnja tukaj, ki sem se soočila s tem neposredno, tako da zelo dobro vem. Mislim, da je imel Igor popolnoma prav s tem, da se, in tudi na vsebinsko razpravo, ki zdaj poteka, da bi se te zadeve dejansko premislile in sprejemale takrat, ko bodo dorečene, ker gre za občutljive in pietetne zadeve. Tako da razpravljati o tem, o kšeftu in podobnih zadevah, jaz vam lahko tudi račun pokažem, tak zadnji. Čisto neposredno, iz par dni nazaj. Tako da to imejmo mečkaj spoštovanja, pa pietete, pa kakšne take zadeve urejamo, tako se gre. Drugače pa ob tem sam še rekla, da ko se enkrat soočaš s tem in da te zraven omejuje še cel kup enih zadev in butastih, rekla, ali pa takih predpisov, sem bila na tem mestu zelo hvaležna komunalnemu podjetju Kamnik in pogrebni službi, ki moram reči, da je zelo dobro organizirana in lahko gospod Pogačar tudi to pohvalo prenese naprej. Tako da hvala. Hvala. Besedo ima Karla Urh. Hvala lepa za besedo. No, jaz bi mogoče iz tega samo malo nadaljevala, ker dejansko, ko nekdo umre doma, je hudo, žalostno in v bistvu človek se težko znajde sam. Zdaj, v krajevnih skupnostih je ta tradicija vseh tistih, ki sami upravljajo pokopališča, zelo živa. Ljudje pridejo, pomagajo, kot sem že rekla, tudi socialno stisko mogoče preprečijo in dejansko je za vse tiste domače, ki jih takrat pač stvar lahko preseneti in so brez denarja in nimajo denarja za vse te zadeve, jim lahko tudi olajša to poslovitev od svojega pokojnika. Zato jaz mislim, kljub temu, da je to tudi nek ljudski običaj, neka povezava kraja s družino tistega, ki nekoga zgubi. Moramo gledati tudi na to in sem pomirjena, ker sem slišala, da se ne bo sililo v zadeve tudi krajevnih skupnosti, ki same upravljajo s pokopališči. Je pa tudi pomembno to, da v bistvu pustimo odločitev. Veste, pri nas na vasi mogoče pride bolj upoštev in bolj prav, da je pogreb v soboto. Jaz imam sorodnika na Primorskem recimo, ali pa ne vem, po celi Sloveniji in zunaj, in mi je lažje, če pride v soboto. Zdaj, če pa odlok mi sprejme v soboto, ne bo pogreba, jaz ne vem, potem ga verjetno res ne bo mogel biti, sam ne vidim ovire, zakaj v soboto ne bi bil, ali pa tudi v nedeljo. Zato korona nas je čisto oddaljila, razdvojila in jaz mislim, da je skrajni čas, da se zopet vrnemo v ta ustaljen ljudski tok običaja in da se dostojno z neko človeško pieteto poslovimo od umrlega ali pa pač tudi nudimo pomoč sorodnikom, ki so nekoga izgubili. Zato s tresočo roko te zadeve sprejemajmo in jih res dokončno preglejmo, da ne bo potem kakšne slabe volje in ne res na prvo roko samo gledati, kdo bo kaj pokasiral in koliko bo. Treba je omogočiti ljudem, da niso v stiski in da lažje to takrat tudi uredijo. Hvala. Hvala. Besedo ima Igor Žavbi. Mene je vedno zanimivo, ko mi ljudje dajejo prav, ampak glasujejo pa vseeno drugače. Mislim, po razpravi, pa po razlagi poročevalca, mislim, da vam je vsem jasno, zakaj sem predlagal umik te točke. Da sem jaz 10 minut porabil za to, da sem šel čez člene in našteval napake. Edis mogoče res ni šel tako po členih kot jaz, ampak zelo vsebinski je bil, zelo pomenljivo je razpravljal. In kdor ga je poslušal, vemo, kaj je govoril in gospod župan, mislim, da je bila vaša reakcija pričakovana. Jaz ne vem, župan, kam tišite s tem odlokom. Zakaj ne pustite občinski upravi, da v miru pripravi neke odloke? Kam se vam zdaj tako mudi? A veste? Res je, žarna stena je v Nevlah, to mi je ušlo z glave, pa sem takoj, potem, ko sem doktor Ifla videl, sem se spomnil, da tam spodaj
To obstaja. Ja, pokimal mi je, da je tam stena, ne. Ne, ga še ne pošiljam tja, čeprav upravlja neke povezave tudi s pogrebno službo, ja, pustimo to. Veste, odlok je slabo pripravljen. Pripravljalec odloka je priznal, da je noter nekaj stvari nepotrebnih, pripravljalec odloka je priznal, da so nekatere stvari napačne, da bi jih bilo treba popraviti. In ne moramo tacga odloka sprejeti v prvem branju. Ne moramo, kolegice, svetnice in svetniki. Dajmo sprejemati že v prvem branju kvalitetno pripravljene odloke in se v drugem branju lahko rešimo dolgotrajne razprave, ko žal bi Igor in Edi Strujevič pokurta svojih 26 minut na točko. Ne? Ni moj namen to, da bom jaz kuril svoje minute tukaj, ampak to, kar sem prej rekel, da opozarjam na nepravilnosti in tle noter je en kup nepravilnosti, en kup enih stvari, ki so nepotrebne, kar je pripravljalec sam priznal. Ja, kaj bojo popravili, Jože, zdaj je treba popraviti takoj, no. Sej ne greš mokro mrvo spravljati, pa boš rekel, sej se bo not posušila, ne bo se. Ne? Treba je dobro pripraviti teren, treba je tudi njivo dobro pognojiti, da potem koruzo posadiš. Mislim, tako je. Sej nisem kmet, ampak kmečko pamet pa znam uporabljati, no. In ne sprejemati nekaj za to, kar sej bo. Ja ne bo. Dajmo na začetku narediti, koliko je treba. In ne bo treba, ja ne bo 5 let. Sej sem povedal termin. September, oktober, konec oktobra lahko že vse laufa. S 1. novembrom. Z januarjem imamo koncesije podeljene. Tako se bomo pa prerekali danes, pa če ne bo sprejet, potem še 2-krat. A je treba tega. In mi tega ne moramo podpreti, ne bomo. Hvala. Besedo ima Edi Strujevič. Zdaj, glede na to, da je toliko govora o vsebini, pa morda sem bil jaz prej bolj postopkovan, pa vendarle v parih točkah izjemno, mislim, egzaktno vsebinski, pa ne bom več kot to, nej poročevalec, z vsem spoštovanjem, gospod Timotej, nič osebno, fokusiran sem samo na to, kar ste pripravil in kar ste danes argumentiral. In ob trditvah, da ste nekaj pač mogli not napisati, da se s tem tudi sam ne strinjate, da veste, da ni glih najbolj okej, da se sicer strinjate, ja, to, kar treba pošten popraviti, to lahko tudi ven vržemo. Vsi tisti, ki boste danes glasovali za tak predlog in upali, da bo v drugem predlogu boljši, nakazujete tudi doktrino in razvoj občine Kamnik, kako se deluje, kako se razvija. Danes bomo tako na pošrek, jutri bomo pa popravljali. Srečno, mene pa v tej zgodbi ne bo. Hvala. Hvala. Mislim, dejansko je stvar v tem, da je prva obravnava za to, da daste pripombe in pač vedno je bila. In tukaj res ne razumem. Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. V bistvu pošteno povedan sem zmeden, ker točno to, kar je župan zdaj povedal, ne, čemu služi prva obravnava. Zdaj danes smo ugotovili, da odbori opravijo svojo nalogo, ne, da je odbor opozoril. Vemo, da je odbor posvetovalno telo, se pravi, so nam dali usmeritev. Se pa sprašujem po tej razpravi, v bistvu hvala Igor, se strinjam s tabo, da vse, kar si pripravil, žal tem pa eden tistih, ki te je razočaral, ne bom glasoval proti, ker smo en pomemben korak naredili danes, eno široko razpravo in jaz tako smatram prvo obravnavo, se pravi, prva obravnava je zato, da podamo vse možne pripombe. Če bo pa občinska uprava po vsem temle se dovolila, da bo eno šlamparijo še enkrat na sejo prinesla, ja pa ne samo, da nam bomo podprli, pa umaknili, ampak bomo mogli začeti tudi kakšne proračunske postavke zniževati. Pa mislim to, da vsi razumete, katero postavko. Tako da dejstvo je, da stvari zamujamo, pa ne prvič. V tem mandatu smo cel kup enih stvari, ki so bile zakonsko že zdavnej mogle biti urejene, jih urejamo. In zdaj bomo pa tukaj se karikiram na pike pa vejce lovil, a je zadeva dosti dobra za prvo obravnavo.
Pa če smo pošteni, verjeten, če Bogdan kot strokovnjak na tistem odboru na zadevo ne popozoril, bi šla danes zadeva gladko čez, pa bližene 3 točke naprej po dnevnem redu. Tako da toliko z moje strani, povedal pa sem, kako bom glasoval. Nihče ni bil imenovan, zato replike ni. Preden zaključim razpravo, bom dal besedo še poročevalcu. Ni bil noben ustno omenjen, razen Bogdan. Če Bogdan želi repliko, jo bo dobil? Ne. Besedo ima, postopkovno povejte. Župan, jaz vas lepo prosim, da spoštujete poslovnik, da nimate dvojnih meril, ko nekdo iz vaše koalicije zahteva repliko, mu je takoj date in ga vprašati, želiš, ne, če ne želiš, pa ti pa ne bom dal, v redu. Na drugi strani, ko argumentirano del opozicije išče repliko, ki jo lahko dobi, povejte, kje mora biti imenovan po imenu in priimku ali pa kakorkoli drugače oseba, če želi repliko. Za nameček zavrte magnetogram nazaj in boste videli, da je spoštovani podžupan omenil Igorja po imenu, mene ne. Toliko sem pa bil pozoren, je pa imenoval odbor. In če se sklicujete že na ukrep imenovanja po imenu in priimku, saj Igorju dajte repliko. Veste, neke svoje vatle imate, ki niso v skladu z ničemer. In zdaj na to vse naj mi kimamo in rečemo, bravo, župan, super, tako je. Dajte nehati. Replika pomeni, se naveže dejansko na tisto, kar je bilo govorjeno in če je bilo omenjeno dotičen, če si bil omenjen. Postopkovno povejte. 38. člen poslovnika pravi, vsak svetnik ima pravico do odgovora na razpravo drugega svetnika, replika, kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo in meni, da je bila napačno razumljena ali interpretirana. Predsedujoči mu da besedo takoj, ko jo zahteva. Replika se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot 1 minuto. Replika na repliko ni dovoljena, razen če predsedujoči oceni, da so bile navedbe v repliki netočne. In na podlagi 38. člena poslovnika občinskega sveta občine Kamnik, gospod župan, predsedujoči občinskemu svetu in današnji seji, zahtevam repliko na razpravo svetnika in podžupana gospoda Sandija Uršiča. Izvolite repliko, gospod svetnik Igor Žavbi, in govorite o tistem, kjer ste bili omenjeni. Gospod Uršič je v svoji razpravi dejal, da če gospod Bogdan Pogačar ne bi izpostavil tega na odboru, da jaz verjetno tega sploh ne bi opazil. Žal, gospod Uršič, moram reči, da se nekoliko bolj pripravim na sejo, kot si vi mislite. Omenjeni odlok sem šel pred obravnavo na odboru brati 2-krat in pred sejo tudi 2-krat in mislim, da vem precej več o tem predlaganem odloku, kot marsikdo v sejni dvorani in takšnih žalitev, gospod Uršič, si ne bom dovolil. To, da pa delate drugače, kot govorite, oziroma da mi dajete prav, glasujete pa drugače, je pa splošno znano že. Hvala. Replike na repliko pa ni. Zdaj, preden bomo zaključili razpravo, dam besedo še pripravljavcu, torej gospodu Timoteju Štritofu. Izvolite. Pokopališčem Nevlja bi mogel... V zvezi s pokopališčem Nevlja bi mogoče samo povedal, da je bilo že oddano naročilo za pripravo projektne dokumentacije, se pravi za Mrliško vežico, tako da računamo, da bi do konca leta pridobili gradbeno dovoljenje. V zvezi s tem, kar je pa gospod Smolnikar omenil, bi pa mogoče samo pojasnil, da je zdaj trenutno zakonodaja tako, da pač občina mora zagotavljati 24-urno dežurno službo, se pravi, ki obsega, se pravi, prevzem pokojnika in prevoz do hladilnih prostorov ali pa do obdukcije. Vse ostalo, kar se pa tiče samega pogreba, je pa prepuščeno trgu. Tako da načeloma lahko sam pogreb izvede kdorkoli, pač katerokoli podjetje. Tako da tukaj pa pač se lahko pa stranka sama odloči. Tako toliko, hvala.
Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o pokopališkem redu v občini Kamnik v prvi obravnavi in pa pod drugo točko. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 16 svetnic in svetnikov, proti 12. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.